Lepo pozdravljeni, posebej člani Univerze tretje življenjsko obdobje Šmarje pri Jelšah in Šentjur in seveda vsi, ostali, ki nas spremljate nadaljavo in ki vam je vseživljenjsko učenje ljubo. Že zadnjič smo se nahajali v učni lekciji v Šentjurju in to je bil Muzej Južne železnice. Tisti, ki ste nas spremljali, ste si morda zapomnili, kakšno je bilo srečanje med Franc Jožefom in takratnim županom Gustavom Ipavcem. No, danes se pa nahajamo pred Ipavčevo hišo, ki je tudi protokolarni objekt. Ta hiša je nastala 1760. leta in je najlepša in najstarejša trška zgradba v našem zgornjem trgu Šentjur. Najprej je bila stavba sodišče za potrebe graščine Blagovna, v kleti so bili zapori, potem je bila v tej stavbi tudi ljudska šola, pa pribežališče vojakov, ki so se šli bojevati proti Napoleonu, in pa leta 1805 se v njej naseli Franc Ipavec iz Bele krajine. Drugače pa je sama stavba doživela še eno pomembno prenovo, na katero smo Šentjurčani še posebej ponosni. To je bila prenova pod vodstvom znamenitega arhitekta Jožeta Plečnika. In sicer tukaj zadaj vidite fasado in nadstropje je bilo dodano te strešna okna in pa te lizene in pilastri. To so vse delo Jožeta Plečnika in seveda niša tudi dodana z kipom Marije. Drugače je pa tudi v veži, v katero bomo stopili, tudi tlak nastal po skicah Jožeta Plečnika. Zdaj pa vas povabim kar notranjost hiše, da podrobneje spoznamo naše skladatelje. Tako kot rečeno, tlak v tej veži, to je v bistvu bil kasnejši poseg, ko že pa Ipavci niso več v tej hiši živeli. In sicer tukaj imamo 3 kipe in bo mogoče najlažje, da zgodovino Ipavcev od leta 1805, ko pride v Šentjur Franc Ipavec, razložim ob tej kipih. Franc Ipavec se v Šentjurju naseli in postane tukaj zdravnik padarije, sicer neizšolan, ampak se pozneje na Dunaju priuči operacije očesne mrene in tukaj v tej hiši ima tudi zdravniško ordinacijo. Na bližnjem gradu Blagovna, graščini, spozna Katarino Švajkopfer, izjemno nadarjeno gospo plemskega rodu. In ravno Katarina, mama, je kriva, da dobimo potem 4 generacije, poleg zdravnikov tudi skladatelje. In širi ta glasbeni talent. Kot zgodbico naj povem tudi to, da ko je Franc Ipavec operiral očesno mreno, tukaj v spodnjem nadstropju, je ona v salonu igrala na špinet in je tako lajšala bolečine, ker takrat seveda še nismo poznali narkoze, tako kot jo poznamo danes. In ta glasbeni talent se širi potem na 3 njune otroke, ki so v bistvu bili v slovensko glasbeno zgodovino seveda vsi 3 po svoje pomembni. Tulej na kipih vidite Gustava in Benjamina, Benjamin starejši 2 leta in seveda Gustav, ki se po končanem šolanju, oba sta šolana zdravnika, vrne v Šentjur, nasledi očetovo zdravniško prakso in je dolga leta šentjurski župan, zaslužen za izgradnjo osnovne šole, ki se imenuje po Franju Malgaju, in pa seveda prve gospodinjske in kmetijske šole, za katerega idejo in načrte dobi v Avstriji. Čisto kopija te šole nastane tukaj v Šentjurju in je pomembna za izobraževanje. Gustava poznamo kot ljubitelj, seveda bil skladatelj in ga danes poznamo po nekaterih ponarodelih pesmih, kot so Kje so moje rožice, no, pesem Slovenec sem pa je bila celo kandidatka za slovensko himno. Gustav ima tukaj v tej hiši 10 otrok in mu hiša postane premajhna, zato se potem preseli v hišo nasproti. Njegov brat Benjamin je pa direktor pediatrične bolnice v Gradcu in je za slovensko glasbeno zgodovino pomemben po prvi slovenski operi Teharski plemiči. Napisal je tudi številne samospeve, prvo odrsko delo Tičnik in pa seveda številna zborovska in klavirska dela,
ki so posneta na različnih zgoščenkah. Benjamin žal ni imel otrok, je imel pa Gustav in se veja, ta dinastija, največja dinastija zdravnikov, glasbenikov na Slovenskem, potem tukaj zaključi s kipom Josipa Ipavca. Josip Ipavec ga letos še posebej obeležujemo, saj praznujemo 100. obletnico njegove smrti. Josip je bil v bistvu glasbeno, tudi bil zdravnik, ampak glasbeno pa od vse dinastije najbolj izobražen. In šolal se je pri skladatelju Zemljinskemu na Dunaju, pa tudi že v benediktinskih samostanih na Avstrijskem in tudi največji glasbeni talent mu pripisujejo. V letošnjem letu bo kaj še bolj zdigitalizirano in razjasnjeno in raziskano in tega se zelo veselimo. Drugače pa v bistvu za slovensko glasbo najbolj pomemben kot avtor prvega slovenskega baleta s pantomimo Možiček in pa operete Princesa Vrtoglavka. Ampak v zadnjem času ugotavljamo, da je v bistvu njegov kronski uspeh in največja vrednost njegovega glasbenega ustvarjanja so prav samospevi. Samospeve je pred leti posnela na zgoščenki Glasbena matica Ljubljana in sicer z znamenitimi pevci Markos in Bernarda Fink. Iz Šentjurja izhaja tudi solistka ljubljanske opere Urška Arlič-Gololičič, ki tudi rada prepeva samospeve Josipa Ipavca. Iz naših krajev izhaja tudi Ana Posarjerič, ki je pred leti posnela tudi samospeve bolj Benjamina, s poudarkom na Benjaminu Ipavcu. Tako, nahajamo se v bivši zdravniški ordinaciji, kjer se je operiralo, no sedaj pa je to poročna dvorana z 2 prstančkoma. Tukaj se v Šentjurju zgodi največ porok, zdaj po novem tudi na Vrtu in pa seveda naš simbol mesta Sveti Jurij. Tudi ta lepa bidermajerska peč pa je bila po eni strani domnevajo prenešena iz graščine Blagovna. Tako, zdaj vas pa vabim še v Gustavov salon. Tako, tu je tudi Plečnikov stol. Tako, nahajamo se v Gustavovem salonu, tako nekako je izgledal v tistem času, to je bil tudi zelo družaben prostor. Zdaj smo mu pridali neke moderne elemente, tudi vija ročala in pa seveda oblačila iz tega obdobja. No, tukaj naj bi Katarina takrat igrala na predhodnika tega klavirja, špinet, da je lajšala bolečine. Ipavci so bili zavedni Slovenci. Če se spomnite prejšnje učne naše skupne lekcije, da je Gustav pozdravil cesarja Franca Jožefa v takratni Avstro-Ogrski, ker je bil jezik uradni nemščina, ga je pozdravil v slovenščini in zapel mu je pesem Slovenecem. In to je bilo skozi v njihovi krvi nekako, da so gojili to slovensko besedo, tudi skozi slovensko pesem. Zato so take prijetne melodije, da so jih ljudje radi prepevali in kot rečeno, danes že nekatere sploh ne vemo, da so jih napisali Ipavci. Lepo pozdravljeni tukaj v Ipavčevi hiši, na katero smo Šentjurčani še posebej ponosni, predvsem iz razloga, da je to hiša najpogosteje izvajane glasbe, torej glasbe Ipavcev na slovenskih odrih, sploh pa na področju repertoarjev zborov. V vlogi direktorice knjižnice sem tudi vodja delovne skupine za izvedbo aktivnosti v Ipavčevem letu 2021. To skupino pa je imenoval župan občine Šentjur. Letošnje leto je Vlada Republike Slovenije na predlog župana občine Šentjur magistra Marka Diacija razglasila za leto Josipa Ipavca. Razlog za pobudo župana občine Šentjur je v tem, da je Josip Ipavec širši slovenski javnosti malo poznan skladatelj in do neke mere tudi manj raziskan. Zato je tudi župan občine Šentjur temu letu z različnimi aktivnostmi v občini Šentjur želel promovirati umetnost Josipa Ipavca.
Josip Ipavec je krona glasbene družine Ipavcev, ki je svojo umetnostjo prestopil meje nacionalnega. Je avtor prvega slovenskega baleta in to je zagotovo za vsako kulturo, za vsak narod velik praznik. Je avtor operete Princese vrtoglavke, seveda pa so njegova najbolj imenitna dela na področju vokalne lirike. Z letošnjim letom želimo tudi promovirati njegovo umetnost v smislu, da povabimo izvajalce, glasbenike umetnosti k izvajanju njegove glasbe, še posebej pa se veselimo, da bo končno v celoti digitalno neotografirana njegova opereta Princesa vrtoglavka in bo tako dostopna širši javnosti tudi za izvajanje. Ob tej priložnosti moram poudariti, da so sklepu Vlade Republike Slovenije prisluhnile vse vladne institucije, tako Radio Televizija Slovenija, ki je posnela oziroma bo posnela dokumentarni film in glasbeno oddajo Divja roža in bršljan, Ljubljanska opera in Narodna univerzitetna knjižnica v Ljubljani, ki bo v celoti digitalizirala zapuščino Ipavcev, izdelala tematski katalog in virtualno razstavo po glasbeni zapuščini Ipavcev. Na skladatelja Josipa Ipavca, ki je pravzaprav krona skladateljev Ipavcev, smo v Šentjurju še posebej ponosni in želimo si, da njegova glasba živi. Tako, ker je bil nedavno tega 8. marec, ne smemo mimo ženske veje Ipavčeve družine. Sicer niso mogle biti v tistem času zdravnice, bile so pa uspešne glasbenice in sicer sestrične Josipove, 3 sestrične in še ena Dunajčanka, saj tukaj imate napisano prav, katera je bila Marjan Golovič, so predstavljale prvi avstrijski damski kvartet in so bile zelo uspešne pevke. Premierno so izvajale Brahmsovo glasbo in takrat je tudi Brahms večkrat obiskal Šentjur. Tega morda niste vedeli, mi smo na to zelo ponosni. No, tukaj v vitrini pa je ena v bistvu nagrada, ki so jo dobile pevke na pevskem tekmovanju v Lyonu v Franciji, pozlačeni hrastovi in lovorjevi listi. Tako da, če smo začeli z ženskami, to je bila Katarina Švajkofer, je bila mama, ki je ta glasbeni talent širila med svoje otroke. Naj tukaj zaključimo tudi pri prvem avstrijskem damskem kvartetu, Josipovih sestričnah, ki so glas naš Slovenije in svoj lepi glas ponesle do St. Petersburga, Francije, tudi Amerike. Tako, veseli nas, da naši prijateljski univerzi za 3. življenjsko obdobje, čeprav vsaka pod svojim pravnim imenom delujemo, tako prijateljsko sodelujemo. Mi zelo radi obiščemo tudi Šmarje in sedaj vabljeni tudi v živo v Šentjur naše zbirke nekako skušamo ohranjati ta stik, čeprav virtualen, drugače pa vabljeni tudi v našo družbo Ljudske univerze Šentjur na odkrivanje novih poti do znanj.